Lepo pozdravljeni, dragi gledalci. Slučajno sem hodil po Ljubljani in si govoril, koliko turistov je pa letos v Ljubljani. Ne prav veliko. In sem poklical mojega prijatelja Janeza. Živjo. Mojega starega prijatelja. No, ne mislim, Janez, zdaj, da si star. Ok, hvala. V redu. Se veš, dolg se poznava, to sem mislil, ne. Moj stari prijatelj, mentor celo včasih, tako, ne. Si me marsikaj naučil v življenju, marsikaj. Upam, da ne neumnost. Pa vedno mi daš eno učno uro, v ne vem čem, ampak, vem v čem. Ampak je koristna. V življenju je koristna, tako je. Super. In Janez je seveda turistični vodnik. Res je, vodnik, ne vodič. Ne vodič, ljudje velikrat rečejo vodič. Vodič je hiša, vodič je knjiga. Ja, knjiga, ne, ampak saj ti si knjiga, ti si človeška knjiga, ne, znanosti, ne, še brati ti jo ni treba. Hvala za komplimente, ja. Tako rekoč audiobook. Audio in video včasih. In video včasih. In sem si rekel, da Janeza pa vprašam, ne, kako je pa zdaj kaj s turističnim dogajanjem v Ljubljani, kako je za vas vodnike, za ljudmi, ki se ukvarjate s turizmom? Ja, tako kot verjetno itak vsi vejo, je letošnja turistična sezona neprimerljiva s tem, kar se nam je dogajalo zadnja leta, ne. Predvsem nihče ni bil pripravljen na tako zadevo, tako da dela praktično ni, da bom, mislim, na način, ki smo ga bili vajeni. Mi se poskušamo znajti po svoje, vsak po svoje, vsak od nas je seveda nek pravni subjekt zase, tako da tudi tukaj ni nekaj, imamo pa neka svoja združenja. Jaz recimo v Društvu regionalnih turističnih vodnikov Slovenije smo zelo aktivni, si organiziramo sami neke dogodke, na katere hodimo, v bistvu bolj izobraževanje. Jaz ne bi poznal toliko Bohinjske Bistrice, če ne bi bilo tega, jaz ne bi poznal, ne vem, Ilirske Bistrice, ne bi poznal Slovenske Bistrice, Pohorja na način, kot sem ga letos poznal, ker so te naše kolegice, lokalne vodice to pripravljali, tako da zdaj smo dobro plat tega povedal, ne. Seveda pa, kar se tiče dela, preživetja samega, je pa kriza. Nismo edini, to se zavedamo, ampak smo pa precej, bom rekel, en segment, nekih 2000 nas je, ki naj bi se profesionalno s tem ukvarjali v Sloveniji, in to smo nek cirka število nabrali, ki smo pa res najbolj na udaru, dejansko res brez posla. Tako da se vsak poskuša po svoje znajdeti, ne. Kako se znajdeš ti, Janez? Jaz imam mogoče to srečo, da sem praktično že 20 let povezan tudi z Ljubljanco, ne. In na različne načine. Od tega, da sem se ukvarjal z Ljubljanco z raznimi projekti, Argonaut in podobno, kar se boš gotovo spomnil. Kaj se bom, jaz sem igral mostiščarja, koliščarja, pardon. Pa smo namakali peke, pa borbeče, mislim, do seveda čisto komercialnih zadev, kot je prevoz potnikov po Ljubljanci. Tako da sem na ta način še povezan z Ljubljanco, prevažamo potnike, zdaj tega je tudi, bom rekel, v procentih merimo, kot smo merili lansko leta, ampak se je začelo odvijati. Prihajajo gostje, Ljubljana, takole na vidiš, če se sprehodiš, niti ni toliko prazna, seveda pa struktura gosta, letošnjega gosta, čisto druga, kot so bili gostje prej, ni skupin, da ne bom preveč pametval. Ni skupine, družine, pari. Ni skupin, družine, pari. Prijatelji. Ki več ali manj zelo veliko, imajo že veliko predznanja. One pride v Ljubljano, skupine so prišle in so šle, ne. To je bilo 2 ure v Ljubljani, 3 ure v Ljubljani. Te ljudje se stavijo dan, 2, 3, mogoče še več časa v Ljubljani in imajo nek določen predznanje že, ne. Tudi ne iščejo teh naših uslug, bom rekel, na tak način. Pustimo, Ljubljanca je druga zadeva, vsak se red popelje, ne. Jaz sem tudi postavil že 2 leti nazaj en manjši čovor, ne, to vabim, ker še zmeri jaz sam vozim in pa tudi sam... Ti voziš čoven? Jaz vozim čoven. Pol nisi sam vodnik, si tudi kapitan. Ta beseda, kapitan je... Kapitan Janez. Kapitan, vsi na Ljubljanci bili radi kapitani. A imamo kakšnega admirala? Kakšen, veš kaj, tam pa 5 splavov na Ljubljanci, če staje admiral. Imamo enega fanta, ki je pa res oficir ladijski, ki je končal fakulteto pomorsko, tako da pusva imena, ampak ostali imajo pa vsi ustrezno, odnosno zahtevano izobrazbo in zahtevane izpite, tako da noben ne dela ilegalno pa črno, da so si na jasno. Vedno varni, kadar plujemo po Ljubljanici. Obvezno. No, tako da recimo ta segment Ljubljance je začel živeti, jaz vabim na to individualno plovbo z mano, jaz sem
se spuščam ne samo skozi mesto, gremo tudi v Barje, ki ima čisto svoj drug obraz kot mesto, ne, oboje seveda toplo priporočam. Tako mesto in naravo, ne? Si v obojem dobro podkovan, kak tukaj, ko gremo čez mesto, ti vem, Janez, da si tako, poglejte tole hišo, klele not je pa Ljubica od Prešerna živela. Ja, blizu tega, pa tako, ampak pa greš na Barje, ne, a tudi veš, tole je pa... V Barju se da marsikaj povedati, ta riba, ta flora, ptič, fauna, flora, fauna. Izvajam tudi ribolov na Ljubljanci, ki si ravno tako. Ribolov? Športni ribolov, tako rekoč. Absolutno. Predvsem na ribe roparice. Na ščuke? Skoraj izključno ščuke. Skoraj izključno ščuke. Ljubljana je polna rib, 43 različnih vrst, ne bom zdaj razčlenil, 30 avtohtonih, 12 prenašenih, ukrajinski piškur živi noter. Tako da je bogata z vrstami rib in pa s količino rib. Tako da, ko gremo na ščuko, brez hvale, 10krat, ko gremo, 8krat ujamemo ščuko. Tako, tukaj je nekaj 80%, 75%. Prav to, potem, če bi šla vsaj na 3 take izlete, ne? Garantiram ščuko. Pol garantiraš, pol bomo pa to šli posnet. No, jaz hočem ščuko loviti. Ampak ne ob 3 popoldne, ki je 30 stopinj, veš, na ščuko se gre ali zgodaj zjutraj, ali pa ko mrak pada, mislim, takrat so verjetnost ulova mnogo po deseteri, kakor čez dan, ko je vročina, čeprav letos ni vročine. Morda za našo jutranjo oddajo v rednem programu, ko bomo ven iz poletnega, ker smo že od 8 do 11, je to dovolj zgodaj. Dobrodošli, ob 8 bo dovolj zgodaj. Ob 8 bo dovolj zgodaj za ščuke, no? Ja, tako da dobrodošli, seveda, mislim, z veseljem to naredimo. No, to je en tak segment, recimo, posebej pa vsak, jaz vidim tudi svoje kolege, ne, smo si malo tako, bom rekel, po tihem dogovoru tudi te ture ljubljanske, ne, če se sam na Ljubljano osredotočimo, malo podelili, ne, glede na preference, pa nismo se vzeli skakali, ne. Jaz vem, da vsi veliko vemo o mostovih, pa smo pustili eni kolegici, ki razlaga o ljubljanskih mostovih in gre fajn. Enkrat na teden se nabere določeno število, to ne govorimo o velikih skupinah, ne, ampak govorimo o tistih, ki jih res zanima, kar je super. Ena kolegica ima Trnovo, druga kolegica ima zgodbe, ki je bila prva porodnišnica, ki je bil najstarejši hotel in podobno in tako naprej. In kolega zelo močno promovira Barje. Jaz pa, ne vem, ti tako veš, ne vem, če ostali vejo, nekoč v Ljubljani obstajal muzej močilnih naprav. Muzej močilnih naprav, se je res, ki ga ni več, ampak Janez, dajva mi narediti kratko pauzo, še za oglase, pa da se naši gledalci lahko malo odpočijo in upijajo vso to znanje, ki se ga zlil na nas, kaj ne? Tako da mi se kmalu spet gledamo, z mano je Janez Virant in govoriva o turizmu v Ljubljani. Se gledamo! Lepo pozdravljeni in že smo nazaj, z mano pa še vedno Janez Virant, turistični vodnik po Ljubljani že več kot 30 let. Tam, koliko čajta to? Tam nekje, se raj ne bi štel, ampak tam bliz vsa moja karijera v turizmu je pa več kot 30 let. In nazadnje si omenil muzej, ki ga več ni. Preminuli muzej. Preseljeni muzej. To je bil pa muzej česa, Janez? Muzej močilnih naprav. Tan, tan, tan. Tan, 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 to je zgodba, ki je Ljubljančanom verjetno znana. Te močilne naprave so bile najprej na ogled na Ljubljanskem gradu in meni se je zdelo škoda, da bi to vse pobegnilo iz Ljubljane. Se mi je zdelo, da bi bilo fajn, če bi nekaj takega bilo stalno v Ljubljani in sem se s pomočjo še partnerjev odločil, da bomo to postavili. Smo postavili, na 2 leti smo preživeli s tem, odnosno preživljali s tem, odnosno počasi odmirali in tako po 2 letih smo odmrli. Zadeva je bila prodana, ampak glede na to, glede na čas, ki so se te močilne naprave uporabljale, sem se seveda šel podučiti, kaj se je na to temo dogajalo v Ljubljani. V Ljubljani žal ali pa na srečo nimamo nič konkretnega za pokazati. Roko na srce, tudi ostala Evropa, da se orientira na Evropo iz tega časa. Zdaj govoriva recimo obdobje sreda 16. do konca 18. stoletja nekje, ker je bilo to mučenje na vrhuncu, odnosno mučenje del normalne sodne prakse. Ko je bila to dobra služba včasih, tako ta mučitelj, ni bila priljubljena, tako rabelj. No, ampak sam še sekundica, Ljubljani pač nimam nič za pokazati, tudi na svetu ne, ker se je kasnejše sodstvo tega sramovalo, so se te naprave sistematično uničevale, marsikje. Imamo pa, pri nas so bili vestni, so vestno zapisovali stroške za rablja. In preko teh stroškov mi sledimo, kaj se je v Ljubljani dogajalo, koliko ljudi je rabelj pogubil,
zakaj so bili poglobljeni, česa so bili obtoženi, koliko je zaslužil. Zaradi zaslužka se gre, zapisovali so izdatke, zato je to vse dobro dokumentirano. Tako da v bistvu celo to obdobje, ki sem rekel, tam nekje recimo konc 16. pa nekje do konca 18. stoletja, konc 15. do konca 18. stoletja, imamo odlično dokumentirano. Ljubljana je bilo v tem času, za nekomu se bo zdelo veliko, nekomu malo pogubljenih 172 ljudi, smrtna kazen. V Ljubljani, ja, smo zazidali žensko, živo žensko. Ta kazen je bila zelo redko uporabljena, v Ljubljani se je zgodila. Ja, v Ljubljani smo razčetverili človeka, to je bil vodja uporov Levec, so ga prej obglavili, niso živega, so ga obglavili, potem so nekoga trupla v bistvu s konji razčetverili in pribili dele na mestna vrata, to je bil takrat smisel zastraševanja v glavnem, ne tega početi, ker to je bila veleizdaja, upor, kmečki upor je bil Seveda. veleizdaja. Tako da v Ljubljani imamo prvič dobro dokumentirano, drugič pa ta diapazion teh kazni pri nas je res širok. Seveda smo tudi v Ljubljani sežigali čarovnice. Takoj povem, v Sloveniji na naših področjih ni bilo inkvizicije. Ni bilo? Tako da kdor trdi, da je cerkev sežigala ljudi v Sloveniji, jih ni. Da bom pošten, majhen del ob morju, Koper in ta del, te mesta, morski del, pas, ki je bil pod Benetkami. Tako. Tam je bila inkvizicija. Del, ki je bil pod Avstrijo, inkvizicije ni poznal. So pa redna sodišča, seveda, ravno tako lovila čarovnice, ravno tako smo jih sežigali v Ljubljani. Ljubljansko morišče je bil Friškovec, največje, potem je bilo tudi... Tam se je usmrčevalo. Tam se je usmrčevalo, tam so stalno stale vislice, tam so stalno stala ta slavna kolesa, na katerih se je trlo na kolesi. Ko so te zlomili na kolesu. Tako, če so začeli od spodaj na zgore, je bilo hujše, kot če so začeli od zgore na vzdolj. To so bilo vse predpisano, kako se... Tudi mučenje ni bilo samo od sebe. Mučenje ni bilo namen človeka mučiti zaradi samega mučenja, ampak to je bil del tedanjega sodnega procesa, ker takrat je bilo priznanje tistega, če si bil obtožen. Jaz sem rekel, kaj si naredil, brez priznanja ni bilo obsodbeno, tako da skrajšam. In so iskali priznanje, in če niso dobili priznanja, so ga seveda z mučenjem, tukaj je seveda vloga Rabelja bila, Rabelj je izvajal mučenje, ravno tudi potem seveda eksekucije. Rabelj je bil sploh, bom rekel, taka posebna figura, nujno potreben družbi, pa vseeno izločen iz družbe, svoj prostor v cerkvi, svoj prostor v gostilni, posebno obleko. Rabelj ni nosil kapuce je Hollywood, to pozabimo te kapuce, ampak je pa imel posebno obleko, pisano obleko, da so se ljudje oddelali. Pisano? Ja, da so se mu lahko izognili. Rabelj ni živel samo od mučenja ali pa od usmrtitev. Rabelj je bil konjederc, Rabelj je bil verjel ali ne, v dostih primerih tudi ranar. Ranar, padar. On je imel največ znanja o anatomiji, za zlome, za zvine, za take zadeve. So še ljudje, ki niso imeli seveda denarja za bolj revni sloj, k njemu zatekali. Se pravi, zdravnik za revne, na nek način. Tudi zdravilec. Zdravilec, ja. Pri takih zadevah. Pri nas ni bilo rablje slovenskim priimkom, nimamo, rečemo so to nemški priimki. Kar nekaj je prišlo iz Švice, dokazano z tistega konca, služba je bila dedna, tako da ta Rabelj je bil osrednja figura tega teatra groze. Usmrtitve so bile javne, mučenja pa obsodbe mučenja so bile seveda, niso bila javna, dočim pa usmrtitve so bile javne in to so bile veselice. Ljudje so masovno drli, prepričan se, da bi danes tudi. Ja, verjetno, če je v starem Rimu delovalo, je delovalo še kdaj kasneje. Bi tudi danes pri nas. Tako da tudi to turo zdaj delam. Aha, to je tura. To turo imam razpisano. In nam lahko pokažeš pol, kje je ženska zazidana? Gremo, ja, kje so jo zazidali. To je bilo seveda v bistvu, zato se ne ve natančno, v knjigi je napisano v apotekarici. To se predvideva, da je bila ena izmed sob, da se je tako imenovala Podtranča. Tam smo imeli hrastarico in pa po vsej verjetnosti tudi apotekarico. Piše, da je bila v apotekarici živa zazidana, seveda da je bil to detomor. Ženske so zaradi takih zadev. Žensk niso obešali, ženske so obglavljali, obešanje se je smatralo za najbolj, bom rekel, tisto najbolj sramotno smrtno kazen, za najbolj nizkotne zločine. Sežigali so ne samo tiste, ki so bili obsojeni čarovništva, sežigali so obvezno tudi bestialnost. Sežigali so in človeka, in žival.
Ogenj pač izniči greh. No, Tako. V tem. Ogenj počisti. Ogenj počisti, ogenj porist. Tako. Saj tako je bilo, ne, v zgodovini. Ne. Tako je zelo zanimivo, Janez. Ne. Zdaj smo šli iz turizma v Ljubljani v bogato, tako malo bolj temno zgodovino Ljubljane tudi. Tudi to plat ima Ljubljana, se pravi, res kakšnih naprav, kakšnih takih zadev nimamo se pokazati, imamo pa vse odlično dokumentirano z imeni, z datumi, koliko je Rabelj zaslužil. Rabelj pa žrtve sta pred usmrtitvijo popivala skupaj. Kot ta zadnja večerja mu je družbo delal zraven. To je spet romantično, ampak del plačila Rablju, vedno, ko je karkoli upravil, to je bilo točno določeno, je bilo tudi, ne vem, je bil polič ali ena količina vina, mislim, da zdajšnji meri cirka 2 litra vina. To je bilo pri vsaki zadevi, ki jo je opravil. To je skoraj vedno bil, bom rekel, pri teh zadevah vedno pod vplivom. Malo okajen. Ravno tako je pripadalo, tako so rekli, okrepčilo tudi žrtvi. Aha, tako da. A misliš, da Rabelj, da je mogel potem še kaj spiti, da se ni tako slabo počutil? Rabelj je mogel biti zelo poseben človek. Jaz sem prepričan, da danes bi, če bi dali razpis, ne bi bilo težko najti ljudi za upravljanje tega posla. Je pa seveda mogel biti to poseben človek. Mislim, saj to ne bi zdaj se šla neke psihološke strokovnjake, ampak vsem nam je jasno, da nismo vsi za to. Jaz samega sebe težko predstavljam. Ja, jaz samega sebe tudi definitivno. Že mesar ne vem, če bi zmogel, pa tako pa zelo rad jem meso, se vsi vejo. Ampak enako. Tudi, ko si mesarstvo omenil, določeni načini mučenja so zelo blizu mesarji. Pa pustimo detajle. Tako, nič čez naše ljubljanske mesarje. Ne. To seveda, da ne. So obstale tudi sramotilne kazni, ki mesarje omenjaš, ki so ravno na prostoru Pogačarjevega trga. Ja, tako je. Če so v Ljubljani goljufije peke namakali Ljubljancev, to so sramotilne, niso bile samo smrtne kazni, so bile tudi sramotilne kazni, so v Ljubljani peke razpenjali na križe. Mesarje, peke namakali, mesarje so pa na tem področju tle nekje križali. Tako, če je goljufal. Meso je bil takrat luksus in če je bil premehen meso ali pa star meso, gnil meso, seveda so tržni nadzorniki obstajali in če so ga odkrili, našli, so ga enostavno za cel dan razpeli. To je točno tle nekaj blizu stolnice, tale konc nekaj bi mogla biti. No, potem pa mogoče to za neko novo. Niso ga prebili, so ga privezali. Privezali, da bo naprej lahko še delal. To ni bilo tako, ampak je bilo sramotilno. To je bilo sramotilno. Močilno sramotilno, ampak ne smrtno. Ja, ne smrtno, ampak takrat je bila čast malo drugače tretirana, to je bila resna kazen. Danes bi ti iz tega lahko naredil, ne vem, manjka inštalacija ali pa happening. Tako kot namakanje pikov, lahko pa bi kakšno novo tako predstavo. Naj pridejo kakšni mlajši mulci, pa naj to počnejo. Jaz sem to počel dolga leta in dobrodošli, če kdo koji hoče kakšno znanje, kakšno vedenje, se lahko javlja. Janez vedno svetuje, a Janez, zdaj vrnva se nazaj, meni je bilo izredno zanimivo ti pogovori o rabljih in o mučenju. A se ve recimo, kdaj je bil pa zadnji Rabelj zaposlen tukaj v Ljubljani? Rablji so bili še tem koncu 19. stoletja, smrtna kazen veš, da je bila ukinjena. Janez, seveda, da ne. V stari Jugoslaviji, mislim, v Federativni socialistični republiki Jugoslaviji, Slovenija samostojno ne pozna smrtne kazni. Recimo en bolj slavnih obsojencev, Metod Trobac je bil na smrtno kazen obsojen, pa potem pomiloščen. Takrat so še obstale smrtne kazni, tako da niso bili pa več rablji, seveda, tisti. Zadnji Rabelj, mislim, da je Ljubljana zapustil nekje pred začetkom Prve svetovne vojne. Je pa res, da recimo Rabelj v Ljubljani je bil v vicedomski službi, ni bil v mestni službi, tako da je pokrival širše področje. Z Ljubljanskega Rablja so klicali, ne vem, tudi tam torej bi lahko rekla, do Koroške gor. Lahko bi rekla, da je Rabelj moral potovati, tako kot bomo mi zdaj na hitro potovali v oglase cenjeno občinstvo, potem pa zopet nazaj na Pogačarjev trg, kjer se z Janezom Viratom pogovarjava o bogati, če ne malce temni plati ljubljanske zgodovine. Se gledamo. Takole smo že nazaj in z mano še vedno vodič, ljubljanski vodič, turistični vodič. Vodnik, ne, vodič je knjiga, ne, ampak zdaj že vemo, da si knjiga. Se v bistvu po Franju boje pravilno, ampak mi se nekje trudimo, da smo vodniki, vodnice, knjige pa naj bojo vodiči. Tako. In ravno je začelo zvoniti. Kaj pa ti,
Tako, a kakšni turisti so presenečeni, da toliko zvoni v Ljubljani? Ja, absolutno. To je za druge kulture je to šok. Jaz sem v svojem zlatem obdobju, seveda veliko delal z indijskimi gosti iz Indije, ogromno sem delal z azijskim trgom, Tajvan in to, kjer krščanstvo ni primarna religija, ni toliko cerkva in jim ni jasno, zakaj to kot zvoni. In se bilo vedno treba pojasnevati. Tudi sam ne vem točno, kdaj zvoni, kdaj je klic k maši, kdaj, mislim, zdaj že ločem, seveda. To jim je treba pojasniti in v bistvu jih je fasciniralo, ker zvon ima močno sporočilo, zvon je, bom rekel, udari na duhovnost, po domače rečeno. Tako da so ga tudi oni kot takega prepoznali. Niso ga prepoznali, vsaj jaz nimam neke izkušnje, da bi pa se za ušesa pareli, pa laufali, pa rekli, kaj počnejo. Ampak jih je pa zanimalo, zakaj. Zakaj pa zdaj le zvoni? Jaz mislim, da kličejo k maši. Kličejo k maši. In koliko časa bo zvonilo? Ne vem, to pa ne vem. Stolnica zna kar dolg časa zvoniti. Tale naša stolna cerkev, na katero smo lahko zelo ponosni. Zdaj jo nekaj obnavljajo, nisem čisto seznanjen, kaj točno delajo, ampak to je en baročni biser. Imamo v Ljubljani kar nekaj baročnih biserov in stolnica je gotovo. Ko se ravno v gostih pogovarjajo, tudi italijanske goste, ki imajo cerkva, kakor hočete, smo večkrat pripeljali v rimsko-katoliška cerkva, seveda ne, ogromno umetniških delov v njih in so tudi še vedno na tole našo ljubljansko stolnico bili fascinirani. Tako da je to cerkev odnosno ter kulturni spomenik, na katerega smo lahko donosni. Tako, res je čudovita cerkev. Zakaj pa vse zvonijo zvonovi v Ljubljani? Da bova zdaj pa mečkan, kalik zvonijo, da poveva še kaj v zvonovi. Zakaj zvonovi? Na mašo zdaj le kličejo, zakaj še? Tako je eno anekdoto povedal, zvonijo seveda, da naznanjajo čas, ure. Zdaj pa eno anekdoto povedal, da ne bova preveč komparna. Seveda Ljubljana zaznamovana s Plečnikom. To je resna anekdota. Če mi moj grl odsmokal, me malo ruken takole. No in je vezana na Plečnika in pa na Finžgarja, ki je bil takrat trnovski župnik, župnik v Trnovem. In ona sta bila velika prijatelja. Vsi vemo, da je bil Plečnik globoko religiozen, seveda na svoj način. Ni bil on, rekel, nek klerik, ampak je bil pa religiozen človek. No in sta s Finžgarjem zelo prijateljevala, tudi soseda sta, vsi vemo, Plečnikova hiša je vrt v bistvu deli z cerkvijo trnovsko. No in je Plečnik se z Finžgarjem dogovoril, da ko bo umrl, da bo zvonil za njim. Takrat v tistih časih v Ljubljani, to je leta 1957, natančno, ko je Plečnik umrl, zvonjenje za mrliče v Ljubljani ni bilo ravno, bom rekel, pogosto. No in onadva sta se dogovorila in Plečnik mu je baje celo neko sotico dal. In res, ko je Plečnik leta 1957, kot rečeno, umrl, je Finžgar pol ure zvonil za njim. To je bil res dogodek, ob smrti, seveda. Navček je pel. To je bil dogodek, vsi so vedeli, zakaj zvoni. Ni bila ura, ni bil klic k maši, ampak so vsi vedeli, da se zvoni za Plečnikom. To je ena taka, zgodba o prijateljstvu, zgodba v bivših časih, ko recimo religija ni bila toliko zaželena, predvsem pa zgodba o človečnosti. Taka fina zgodbica. Res fina zgodba, Janez, fina zgodba. Kje sva že pa prej ostala? Pri močilnih napravah in rabljih. To nas je zanimalo, o rabljih nas je več zanimalo in sva prej ugotovila, da je rabelj moral potovati daleč naokrog, da ni bil samo za Ljubljano odgovoren ljubljanskega. Recimo Škofja Loka je imela svoje krvnosodstvo. Tam so bili oni pravico, so kar njihovi hlapci to izvajali, niso iskali posebnega rablja. Rablji so imeli nek svoj ceh na nek način, sicer neuraden, tako kot so mičonari, smo imeli svoje uradne cehe, pa še marsikdo drug, ampak so se dobivali, pa je tudi je zapisano, sicer ne v naših knjigah, ampak v drugih knjigah, da so vadili na truplih, ker rabelj je bil odgovoren za svoje delo. Če rabelj ni dobro opravil svojega dela, je bil lahko kaznovan. To se v Ljubljani tudi že zgodilo, je bil klican na odgovornost. Jaz predpostavljam, da je mogoče 2 bokala vina spil. Da ni samo 2 litra. To je zdaj, recimo, mislim, ena taka insinuacija, ampak tako da je bil odgovoren za svoje delo, rabeljska služba je bila več ali manj dedna. Dedna, to smo že prej povedali. Otroci so bili tudi na nek način zaznamovani. Prvi sin,
Tako da Rabelj res je ena taka, bom rekel, zelo vešča figura v tem času, predvsem takrat, ko sem rekel, ker pri nas je v bistvu mučenje, pri nas na naših prostorih bilo mučenje, je Marija Terezija šele prepovedala. Tudi z Marijo Terezijo so čarovniški procesi končali, čeprav sama Marija Terezija je globoko verjela v čarovnice. Ampak Marija Terezija, ko sva ravno, da preskočim malo pa te čarovnice, ker ljudi to čarovniški procesi seveda zanimajo. To seveda je zanimivo. Leti 17, 16, 91, 92 so v Ljubljani pogubili 22 ljudi obtoženih čarovništva. To je ogromno. Ljubljana je imela takrat 4500 ljudi. Od tega 20 žensk, 2 moška. Sežigali so jih tudi na Grmadi, pri nas niso živih sežigali, zopet so jih prej umorili, potem trupla sežigali. Je pa Marija Terezija dobro naredila toliko, ker ona je bila modra ženska, ona se je znala z bom rekel, odličnimi svetovalci obdati na tem svojem dvoru in je imela za čarovništvo prav 2 strokovnjaka, zdaj imena se nisem zapomnil, ampak 2 človeka, ki sta bila zadolžena za to, da sta, ker je bilo zaukazano, da iz vseh koncev njenega cesarstva pošljajo, če so predvsem žensko obtožili čarovništva, na dvor, na Dunaj, in da bo ta 2, se pravi ta komisija, pregledala, če je res čarovnica. Se res gre za čarovnico. Če bojo preden bojo šli v proces. No in so kar nekaj ljudi poslali, predvsem takrat je bilo pri nas na Štajerskem to zelo močna gonja, pa bom rekel tale obmejni del Obsotli in to. In so kar nekaj ljudi, predvsem žensk, odnosno mislim, da izključno ženske poslali na Dunaj in ta 2 sta bila tako prosvetljena, da nista niti enega primera potrdila, da je res čarovnica, da se gre za čarovništvo. Na kar seveda te nižje inštance, lokalni plemiči, lokalna sodstva, ki so to imela čez, enostavno niso več upala pošiljati, ker ni bilo in na tak način je v bistvu so se čarovniški procesi končali. Pri nas je bila zadnja čarovnica Agata, je bila 1714 sežgana v Ribnici, kar je dosti pozno. Zadnji čarovniški proces, verjel ali ne, London, 2. svetovna vojna, zelo znan. A res? Med 2. svetovno vojno v Londonu. Helen Duncan, ali kaj je že bila, ja, to mislim, da je prav njeno ime, so obtožili čarovništvo med 2. svetovno vojno. In izsodili po čarovniškem, po tem. Zakoniku ali kako? Mislim, da niso glih Malleus Maleficiarum več uporabljali, poznaš to čarovniško kladivo, to je najbolj zlovešča knjiga, kar je bila kdarkoli napisana, 2 meniha sta v tem konc 15. stoletja, da ne bom. To je bil v bistvu priročnik, kako spoznati čarovnico in kako jo zaslišati in kako jo pogubiti. Ta knjiga je bila ponatisnjena v prvih 50 letih, 30-40, kar je bil very bestseller za tiste čase. Very bestseller. No, v temu bestsellerju, v tej najboljši knjigi tistih časov, ki se je zelo dobro prodajala, bova pa zopet spregovorila po oglasih, tako da ostanite z nami, cenjeno občinstvo, in se gledamo. Janez, zdaj sva pa prešla že na čarovnice. Marija Terezija je nekako zaključila s tem, da so se čarovnice lovile na naših koncih, na naših tleh. Si pa omenjal neko čarovniško kladivo. Ja, to je Malleus Maleficiarum, to je knjiga Instituris pa Stegner ste napisala, to sta bila 2 dominikanska meniha, po moje je težka že namrzneža, ker to je bil priročnik, jaz cele knjige nisem prebral, mislim, da niti v slovenščini prevedena, sem pa bral odlomke, ki so jih najdel iz hrvaščine. To je dejansko priročnik. V prvem delu opisuje, kako prepoznati čarovnico. Od teh klasičnih, da rečem, ki jih vsi poznamo, čarovniški znamen, pa zakrvavi, pa ne zakrvavi, vse to je tam noter opisano in razdelano, kako je to treba jo prvič prepoznati. Drugič, seveda, da je bila obtožena čarovništva, je morala izpolnjevati več stvari, morala na shode hoditi. Zdaj, ali je jahala metlo, ali je jahala prašiča, ali je jahala pač hodile na shode, pri nas je bil zelo popularen Klek, slivnica nad jezerom Cerkniškem in še nekaj takih punktov. Kjer so se čarovnice zbirale? Kjer so se zbirale čarovnice in hudič, seveda. Seveda, brez hudiča ni čarovnic. In seveda je morala občevati s hudičem. To so bili predpogoji. In poznamo primer, kako se je, jaz sem zasledil en primer na naših krajih, ko so eno žensko zasliševali, ne bom zdaj se čisto spomnil točno, ampak je šla zgodba o tem, kako je ona prepoznala
da je občevala s hudičem in je rekla, ja, približal se mi v obliki mojega moža. Pa se je vprašala, kako si pa ti vedela, da je on hudič, da ni res tvoj mož. Pa je rekla, ker je imel mrzel ud. In to je bilo dovolj. Mislim, to so take, danes se lahko ne smejemo temu, ne? Ampak ona je bila na podlagi tega pogubljena, odnosno je bila sežgana. Tako da ta Malleus Maleficarum je bilo res ena knjiga, ki so se držali, to je bilo v bistvu, dani sodniki niso bili izobraženi, ne? Sodniki niso bili poklicni sodniki, to so bili voljeni izmed meščanstva, to so bili več ali manj obrtniki, ki so imeli eno ali dve knjige, ne? Pri nas se je sodilo najprej po Maksimilijani, potem pa po Teresijani seveda, ne? Ko je Marija Terezija dala svoj, po neimenovano, ne? Pa po Karel V, Karolina je bila pri nas v prvi veljavi za to obdobje. Tako da je bilo tudi ta knjiga, jaz sem prepričan, tudi pri nas v uporabi. Ne. Zdaj vsaj meni ni znano, da bi nekje v Sloveniji imeli shranjeno iz tistih časov, da bi imeli, izvod pa je v Nuku, no, to pa vem, da je izvod v Nuku, ampak ne v slovenščini. Ne. No, v nemščini. Mislim, da je latinsko, ampak nisem prepričan, lej to. Ja, Janez, vsega pa tudi ti ne moreš čisto točno vedeti, ampak si pa že tako fontana takega znanja, na katerega nekateri sploh sprva ne pomislimo, ne, v naši taki lepi, beli, idilični Ljubljani, da ima tudi ona svojo temno plat skozi zgodovino. Ljubljana ima, predvsem v tem času, si rekel, 172 pogubljenih ljudi je velika številka za tako majhno mestece, teda provincialno mesto, kakorkoli obrnemo mesto, ampak še zmeraj majhno mesto. Ne. Tako da, ja, Ljubljana je seveda lepa, so pa tudi te zgodbe del naše zgodovine, del kako je sodstvo raslo, sodstvo se je iz tega napajalo, saj niso bile neke bolj humane, sporedne, sodni postopki, ampak to je bil takrat, to je bil del uradnega sodnega postopka, ljudje to ne vejo, ne? In seveda priznanje, kronski dokaz, brez priznanja ni. Pričevanja, v redu, če je bila kakšna priča, ampak to v bistvu ni kaj dosti pomenilo, ne? To ni bilo. Dočim pred tem, recimo pred temi knjigami, ki sem jih prej omenil, ne, je bilo pa dosti dovolj, da je nekje 7 ali 9 častnih meščanov za nekoga reklo, da je ta pa slab človek, ne. In je bilo to dovolj, da je šel on v sodni proces, ne. Pri čarovnicah je bilo dovolj. Čarovnice so mučili toliko časa, dokler ni povedala, kjer so njene kolegice in recimo na čarovniškem stolu, kamor so jih posajali radi, tudi pri Ljubljani smo ga imeli, je gotovo še ne 5-6 sosed povedal. To je pa dovolj, da so šli ona spet v postopek. Zato so te postopki bili tako masovni, ne. Res, koliko informacij, Janez, si mi danes zopet podal, tako da midva se bomo morala definitivno še kdaj usesti, morda na kakšno prav določeno temo, ne. Danes se bomo pa samo o rabljih pogovarjala, ne, enkrat drugič pa samo o čovnih, naprimer. Ampak da zaključiva, ne. Kje te lahko ljudje kontaktirajo, če si želijo kakšno lepo turo po Ljubljani, zanimivo predavanje o temni zgodovini ali pa lov na ščuke? Jaz imam svojo spletno stran, tako da če moje ime me boste tam najlažje našli, da ne bo zdaj z nekimi telefoni, pa to danes uporabljamo vsi splet. Janez Virant napišemo noter ali pa na Facebook. Facebook je najbolj enostavna zadeva in tam se lahko pomeseđiramo vsi, se to vsi zdaj uporabljamo. Mi imamo tudi Facebook, ne, Ljubljana TV, ne, imamo tudi Instagram Ljubljana TV, ne, tako. Jaz imam Instagram. A ja, tudi Janez, ti imaš Instagram, no. Sledimo vsi vse. Potem moramo pa narediti še kakšno fotografijo za Instagram. Bova našla morda kakšno zanimivo točko. Tukaj je pa bil stol ali pa kaj takega, pa se bova slikala. Stol je bil pod Trančo. Ljubljanska močilnica je bila pod Trančo. No, potem pa zakaj se pa ne bi morda premaknila do Tranče. Bova še videla, kaj ti, mislim, da bo ravno kar začelo deževati kot nalašč, da zaključiva tale najin poletni pogovor. Res, Janez, no. Koliko jaz sem mislil, da se bova midva pogovarjala mečkam, kako je s turizmom, pa tako, ne, ampak... Saj to je vse turizem, veš. To je del turizma, ne. Zgodbe, turizem so zgodbe. Turizem so zgodbe, definitivno, in to je domači turizem, evo. Tujcem nima smisla govoriti o recimo tortura, ni. Španci rečejo, mi vemo, smo imeli inkvizicijo. Ampak za naše, seveda za Ljubljančane ali pa za Slovence so pa to zgodbe, ki se jih na nek način dotikajo, vse to so naši kraji, tako da sva govorila o domačem turizmu.
Tako z Janezom Virantom so govorila o domačem turizmu in zopet je začelo zvoniti. Tako da hvala lepa, da ste bili z nami in se gledamo.